Ne iti na Bali, če iščeš raj na zemlji. Niti ne pomisli na Maldive, če iščeš paradiž. Veliko krajev na naši lepi zemlji se promovira kot ultimativni počitniški raj, ampak nihče pa nikoli ne pove slabih in prikritih resnic teh tako imenovanih obljubljenih dežel. Maldivi so v resnici na tek, samo da stopiš korak izven rezorta. Bali v Indoneziji že zdavnaj ni več to, kar vam obljubljajo. Če iščete nebesa na zemlji s samotnimi, dolgimi, peščenimi plažami, palmami in kokosi, ne pogledujte proti Mehiki ali Tajski, kaj šele opevanem Fidžiju. V tem videu bi ti rada odgrnila zaveso in pokomentirala, zakaj nobena od naštetih destinacij ni raj na zemlji, vsaj ne v taki luči, kot vsako posebej predstavljajo. Ampak ni vse tako črno, kot se zdi. Videla sva ogromno sveta in po najnem mnenju sva našla državo, ki trenutno na najni lestvici paradižev na svetu neizpodbitno kotira daleč v ospredju pred konkurenco na prvem mestu. Potopimo se v video in odkrimo zakaj. Laž, ki so Maldivi. Naj začneva z zelo glasnimi Maldivi. Čeprav vam turistične agencije rade prikazujejo te pravlične bungalove sredi turkizne vode, kjer se cedita med in mleko. Oziroma v tem primeru koktejli svinina in ostal alkohol. Pa velikokrat pozabijo omeniti, da gre za muslimansko državo. To pomeni, da v sekundi, ko stopiš iz teh rezortov, pozabi, da boš imela oblečene bikinke, saj je to protizakonito in greš lahko celo v zapor. Pozabi, da boš kjerkoli našel alkohol ali pa vsaj le tega izredno poceni. Potem pa so tukaj še stvari, ki so nama izredno pomembne, ko obiščeva kakšno državo. Zgodovina, kultura in znamenitosti. Maldivi težko pokažejo kaj drugega kot svoje plavajoče vile na vodi. Fej kraj Fidži. Fidži, kot en izmed mnogih polinezijskih biserov, se v promocijskem materialu res ponaša s krasnimi, dolgimi peščenimi plažami, obdanimi s kokosi. Kar pa vam le taki in oglasi pozabijo povedati, pa je dejstvo, da boste ogromnokrat ostali suhi, ker do morja sploh prišli ne boste. Razlika med plimo in oseko na Fidžiju je gromozanska. In čeprav ima tvoj rezort kao na voljo supe in kajake za vodne aktivnosti, se ti morje lahko toliko umakne, da ga niti do vode ne boš mogel spraviti. Da o ogabni hrani sploh ne začenjava, saj je večina stvari ocvrti. Kar ironija, da na otoku, obdanem z ribami, težko dobiš leto svežo in necvrto. Prenagužvana Tajska. Čeprav sem vedela, da je Tajska izredno popularna destinacija, si tudi predstavljati nisva mogla, da bo tam toliko ljudi. Roko na srce, čisto upravičeno, saj je država res krasna. Tudi lepe plaže se da najti, ampak v večini primerov tam daleč od tega, da boste sami. Predvajajo se vam najini posnetki tajskih plaž, naroda je noro. In to v monsunskem obdobju, ko naj bi bilo tukaj manj ljudi. Da ne omenjamo, da za kakšne lepše plaže in čoln, da te do tja zapelje, je itak treba doplačati. Pa še to potem prideš tja in tam spet gužva. Nevarna, poamerikanizirana Mehika. Mehika bo sigurno ostala v najinem spominu kot ena izmed najboljših držav, ki sva jih obiskala. Ampak leta pa ne more biti brez kritike. Večina ljudi se bo sigurno odpravila na polotok Yucatan, katerega dobršen del pa je prežet s hoteli, neskončnimi rezorti in pretiranim ameriškim vplivom. Oziroma kar z Američani, ki hodijo tja dol na poceni počitnice. Takoj, ko greš malo izven teh turističnih balončkov, pa lahko Mehika rata malenkost riskantna zaradi kriminala, ki se dogaja po celi državi. Po vsej verjetnosti se vam ne bo zgodil nič, ampak je pa možnost, da se vam pripeti kaj tu,
bistveno višja od ostalih destinacij, ki sva jih do sedaj omenila. Zloglasni nerajski Bali. Krasni teli posnetki Bali, a ne? Prestižne tropske plaže s turkizno vodo in palmami. Wrong! To ni Bali. Niti to ni Bali. Tudi ko sva midva obiskala Indonezijo in posledično Bali, nama ni bilo čisto jasno, zakaj vse te plaže oglašujejo kot Bali. Čeprav so po večini tu neki sosednji otoki, kot naprimer Nusa Penida, Gilije in Lombok. Prav Bali kot Bali v resnici nima tako pestrega nabora lepih plaž, kot bi si človek predstavljal. Druga stvar, kar se Balija tiče, zastoji povsod. Prenatrpanost turisti, domačini in digitalnimi nomadi, skratka, živ kaos. Težko temu rečemo raj. In zadnja stvar, nesnaga. Toliko smeti, kot sva videla v Indoneziji, je alarmantno. Pa tudi na drugih destinacijah, kot sta Tajska in Mehika. Če mimo mene v morju priplavajo vrečke smeti, tetrapaki in ostali odpadki, zopet težko govorimo o paradižu na tem planetu. Čeprav smo včasih sposobni pogledati čez prste, da imamo ta navidezen raj, pa se nama zdi izredno neprimerno, da se te destinacije oglašujejo kot le take. Pa preden se kdo najde in spodaj natipka, kako je on imel drugačno izkušnjo, vse, kar sva povedala, je res do neke mere posplošeno. Vedno lahko dobiš več kot obljubljeno, ampak za kakšno ceno. Tukaj res bolj meriva na izkušnjo, ki jo bo dobil nek povprečen turist na dani destinaciji. In sedaj pridemo do destinacije, ki je na nek način nama odprla oči o pomanjkljivostih ostalih rajev. Cookovi otoki. Lahko bi vam tukaj naštevala, kako in sploh in super so Cookovi otoki, ampak bolj verjameva v princip ne razlagaj, ampak prikaži. V naslednjih 3 vlogih vas tako popeljeva na otok Rarotonga in Aitutaki. Povabiva vas, da boste tekom vlogov pozorni na dejanske prazne peščene plaže, odsotnost smeti, krasno bogato zgodovino in kulturo ter seveda božansko hrano, ki pride od lokalcev in ne iz nekih gromozanskih hotelskih kompleksov, saj so leti tukaj z zakonom prepovedani. Imajo pa seveda Cookovi otoki tudi svojo zvezdico z opombo, ki jih morda ne dela tako popolne. Naj jo prav zanima, če jo boste prepoznali sami, preden vam jo pokaževa s prstom. Dobrodošli na dejanskem raju na zemlji. Dobrodošli na Cookovih otokih. S klikom na najin logo na sredini se lahko naročiš na najin kanal, da ne zamudiš teh izrednih vlogov. Lahko pa klikneš na sličico na desni, da greš kar pogledat video o Cookovih otokih.